Nazaj k predsedniškim volitvam. Moram priznati, da se je predstavilo kar nekaj zanimivih kandidatk in kandidatov, denimo tale z že ponarodelo izjavo. V znanost ne bomo verjeli. V znanosti bomo celo dvomili. V znanost ne bomo verjeli. Tudi dvomili bomo, če bo treba. Če bi bil zdaj Serpentinšek, bi rekel, zajca bomo skuhali, še več, mogoče ga bomo zelo pogreli. Če kdo razume logiko njenih izjav, naj mi pošlje mail. Jure.godler, mail. Nič manj šokanten je bil v enem od nastopov kandidat Brglez. Mi smo ga videli tako. Pričan sem, da sem najbolj primeren za tega predsednika. Sem neodvisen. Meni je važna ena neodvisnost. To je neodvisnost od interesov tranzicijskega kapitala. Če vam moram naslikati, katera kandidatka je od njih odvisna, potem ne veste nič o politike. Pa ni nič pomagal. Milan Brglez je bil prva izbira Tanje Fajon, druga izbira Roberta Goloba, končal je pa na 3. mestu. Tolaži se lahko s tem, da je mnogim šlo še slabš, če tudi so se trudili biti bolj prijazni od njega. Siva pot vodi me, kamor hoče srci, na Koroško, tja pod Uršljo. A sem rekel prijazen? Pijemo vmes, kaj pa? A sem rekel prijazen? Gotovo ne do naših ušes. Ni čudno, da se je uvrstil na predzadnje mesto, celo za gospo, ki ne verjame v znanost. Predvsem pa je imel protikandidate, ki so se bolj resno lotili glasbenega biznisa. ギターウォーズ夢の共演が今 Ampak vemo, kako se je končalo. Prvi je izstopil iz tekme zaradi nekih groženj, drugi pa je na koncu postal župan Kočevja. Predsednica države pa postala gospa, ki ni tuja le estrada, ampak očitno vsaka oblika zabave. Zabavni pa športni bowling sta dva svetova. Ne? Zabavni bowling je super, ja, imaš pico, imaš žirafo, tekmuješ s svojimi prijatelji, kdo podaril več keglov, ne? V športnem bowlingu je pa to kar zahteven šport. A vidite, kaj nas čaka? Kdo se bo zabavil? Ben se ne bo zabavil! Ben! Predsednica Nataša Pirc Musar je tako hudičevo tekmovalna, da njen cilj ni, da bi Slovenija postala druga Švica, ampak prva Švica! Kako ji bo to šlo od rok, pa bomo z veseljem spremljali v naslednjih 10 sezonah. Za slabo od predsedniške palače pa še spominček na izredno ljubek dogodek, ob katerem smo se vsi raznežili. No tako, mislim, da smo presegli tudi vse osladne božične filme, ki ste jih hote ali ne hote gledali te dni. Ko pa smo že pri filmih, med tokratno praznično sezono je slovensko filmsko sceno preplavil nov val božičnih filmov, ki so jih tokrat naredili kar naši politiki. Presenetljivo, ampak kaj drugega bi pa delal? Tudi jaz bi raje snemal svojo verzijo sam doma, kot pa da bi bil za božič v resnici sam doma. Zgleda, da ne ciljajo več odraslih volivcev, ampak malo mlajše v upanju, da če verjamejo Božička, da bojo tudi v njihove predvolilne obljube. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.